Živjo, poroka je prestavljena. Za nedoločen čas. Tina je doživela svoj prvi pravi poraz. Jezna je na Rozi kot sam vrag. Koren se očitno res spreminja. Tudi z nami. In seveda, predvsem z mojim očetom je začel razčiščevati. Rozi očitno odhaja k sinu v Kanado. Njej pa res prvoščen. Upam, da se bo imela fino. Zdaj vsi pričakujemo Mojco. Ko pride ona, se bo postavil vse na svoj mest. A ja, skoraj bi pozabila. Jaz še vedno upam, da me bo Gorazd kaj poklical. Upam. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Da, smo pa tudi margarino. A ne samo margarino. Kako se imamo dobro? Kako se imamo dobro? Sploh ne moram verjeti. Še pred 2 tednoma smo se kregali zaradi enega koščka, ne vem, sira. Se sploh ne vem, kako ne vzamem. Sam, da še oči dobi službo nazaj, pa smo na konju, pa smo pa zmagali totalno. Ja. No, ampak smukat pa ni treba. Kar smokajmo, vse že dolgo nismo mogli. Ja. O, Bog, da bi dobil službo nazaj. Res, ni nam bilo lahko. Ampak ponosen sem, da smo ohranili dostojanstvo tudi v najtežjih trenutkih, a ne? Bogi Korenovi, jej. A meni zdaj vsi pričakujejo prihod Mojce. Vsak si jo predstavlja čisto drugače. Eden kot rešiteljica, en pa kot rablja. Mene res zanima, kva bo v resnici. Če se mene vpraša, čist nič. Kako že pravijo, tresla se je gora, rodila se bo miš, ali kako? Ja. Se je miš. Bo. Sem imela prav. Pa Mojca se za to družino ni brigala že 5 let, kar je bila doma. Ne za Korena, še manj pa za otroke. Sram naj jo bo. Kaj, to mene sploh ne zanima, to ni naša stvar. Jejmo. Tina bo po mojem spohala, pa bo šla. To je edino, kar se bo zgodilo sam tu. Ja. Servus nazad, Bogatajevi, kva pa odkud smukamo, da se sliši vse tja dol nad vodišaj? Rado, lega. Servus nazad. Evo, tele imam eno posebno izdajo, tako, tele družine, familije, veš, sam za novinarje. Družina? Sam za novinarje, posebna izdaja. Števkrat ni podaj. Pa imam pa eno pošto tle za podpisati s televizije. Pošto? Ja. Televizije? Ja, s televizije. Na, tlele so pa podpisali, tlele imam okuli. Evo, takole. Na, te brnam, sam varnostna razdalja, prosim, da upoštevaš. Stali, daj mi usta, en pajsno. Jaka. Malo sem načelno. Aha. Tole, zvoli. Hvala. Pa, če mi ne ponudiš obslarja, pa moram nekaj pojasniti. Okej. Hvala. Servus nazad. Nasvidenje. Pa dobro smokajte, ne? Bomo. Ajde, servus nazad. Draga družina, treba bo na sestank, na televizijo, za novo službo. Ja,
Joj. Korin drža besedo. Je. Veš kaj, takoj ga moram poklicati. Tega, ja. Res je mož beseda. Sestanek. Devan. Halo? Jaka? Bogataj tle pri telefonu. Ti, ravnkar sem dobil pošto, veš, z televizije, ja. Zelo sem vesel. Ne vem, kaj naj ti rečem, no. Presrečen. Hvala ti še enkrat. Res. Bom, ja, nasvidenje. Draga družina, poglejte si vašega očka. Danes še nočnega čuvaja. Od jutra naprej pa spet novinarja na televiziji. Bravo. Ja. No, vidiš, Rozi, še tole pa bo vse za Kanado. Hvala, Jaka, hvala. Prosim. Rozi, daj povej, kako se reče? Thank you, Jaka. No, vidiš, da bo šlo. Ja, ne vem, to je zame en velik zalogaj. Jaz se še nikoli nisem pelala z aeroplanom, Madonca se me bo konc. Ah, ne bo, ne, daj no mir, se še čutila ne boš, da se peleš, veš. Veš, te aeroplani, ki letajo tako na dolge proge, to so kot ene ogromne ladje. Valov sploh ne čutiš. Ja, ne vem, kako bo, no. Veste kaj, najboljš bo, da jaz spijem kakšen kozarc vina, pa naj Rozi vozijo kamor čijo po svetu. O, dober dan. Ja, vidim, da se koalicija zelo dobro razume. Tina, Rozi poka. Ja, in kaj to pomeni? Da moram jaz tudi spokati, ali kaj? Ja, fino razumete, vidim. Ja, izjemno. Vsej verjetno se vita, ne? Tina, no, nisi dobro razumela, no pa kdo tebe kam prgana? Ja pa, sej, očitno ti nisi razumela pravilno tele moje odločitve. Pa dej ne govor, no. Rozi je očitno svoje opravila in zdaj gre na zaslužen izlet v Kanado. Jaz vprosti, pa tudi ne bom tukaj klečeplazila in bom enostavno spokala. Adijo. Daj, fote, pust. Jaz. Kaj je? No, pust me na mir, 50 minut me pusti vsi na mir, bejš ven. Joj, kaj? Madonna, zdaj bom spet ta kufr vlačila po svetu kot ciganka. Joj, tuj, prasci. Boste že videli, kdo je Tina Langerholz. Pa tudi ta vaša mati, indijska mati bo videla in se me zapomnila. Tina Langerholz vam bo nekoliko pokvarila veselje ob maminem prihodu. Halo, letališče? Ja, dober dan, Tina Langerholz pri telefonu. Poglejte, gospa, mene pa zanima, kdaj pride kakšno letalo iz Indije. Danes? Jutri, aha. Zvečer? Popoldne, aha, v redu. Veste, kaj me zanima? A je možno od enega od potnikov poslati k vam telegram, da bi ga ta potnik dobil takoj, ko pristanejo? Se da, super. Mojca Koren. Ja, ona pride. Ja, zanjo je, zanjo. Kako? A s pošte moram poslati? Aha, v redu. Bom, ni problema. Dobro, hvala. Nasvidenje. Yes. Igra se začenja. A zdaj loha, da imaš glavo odgrizena? Pejt, usedь se, no. Pa se ni tako hudo, no? Ne, se ni. A zdaj, kaj me je tvoj atak nogiral, zdaj pa sva lahko midva spet najboljši para, ne? No, prid k meni, Gogi, daj malo se tlečiči, no, daj zraven mene, daj. Pa kaj, no, zdaj sprost se malo, no, Gogi. Ja, zaljubljen sem, no. Ja, česa ne poveš? Ja, super, si zato se pa sprost, daj, mečkan, pust čustvom, da poletijo, no, daj. Ne več vate. Kaj? Si to ni mogoče.
Tisti, ki je bil enkrat z mano, me ne more nikoli pozabiti. Tako da niti ti, niti tvoj foter me ne bosta nikoli prebolela. A ti je to jasno, Gogi? No, veš, to so pa besede Tine Langerholz. Sicer sem ti hotel še nekaj povedati, no, ampak nima smisla. Čau. Tina je poražena. Vse, kar je gradila in obračala proti drugim, se ji zdaj vrača. Všeč mi je to, kar se dogaja. Predvsem to, kar se dogaja z Gorazdom. Veste, da me Gorazd pap na pijačo? O? Ajde. Aha. Meni se zdi, da sem mu kar malo všeč. No, lepo, lepo. Sam pamet pa le uporabljaj, ja? Mamino, mislim. Kaj tako reči? Saj jaz sem čist ravnodušna do njega. Ti, tako spočena na njega, da se ti kar megla dela pred očmi. Veš kaj, Gorazd, zdaj pa je nekaj, ker te imam poln kufer. Kako si mi rekla? Gorazd? Pa no, Janez, A si mi rekla Gorazd? Pa ja, pa... A vidiš, ko mi je rekla Gorazd? Pa on je pa zaljubljen v Štela, ej. Kar srčke vidi. Gorazd! mir. Lepa. Živijo, Jože. Živijo. Živijo, oče. Bil sem na sestanku na televiziji. Ja, in? Ne bom novinar. Vse sem vedela. Ves čas sem vedela, da Koren ne bo držal besede. Bog pomagi, pač ne bom. Ma solidne se gre. Sem vas naprahtal, kaj? Ne bom novinar, ampak po novem odgovorni urednik, direktor, velika žvina. Ja, napredoval sem. Pa kaj me zdaj gledate tako čuden? Čestitite mi, no. Odgovorni urednik. Bravo, oče. Ja. Bravo. A pa je vse v redu? Ja, seveda, še bolj, kot sem mislil. Imamo 2-krat večji plačo, služben avto. Tajnico, nebesa, vam povem. Aj, Lepo se sliši, ampak... Ej, trdna tla, ja? Ja, seveda, ostal bom isti, dobri, stari Jože, ni problema. Upam. oče, kaj spala? Si novinar, a mislim, kva ne rečem sošolkam, če me kira vpraša? Veš, kaj vam reči? Da sem direktor. Jože Bogataj, odgovorni urednik. Evo, Direktor. ti je že stopil v glavo. Se samo hecam, no. Trdna tla, Jože. Trdna tla. Ja. Ko pravijo, kdor visoko leta, ne? Nizko pade. Ampak to zame ne velja. No, dej prines tisto flašo, no, ki jo šparamo za Silvestra, dej. Da si na zdrav, no. Ej. Vse se zasluži. Sine. Halo. Ja, jaz sem. Kdo? Kdo? A ja. Ja, Nataša, okej. Mislica, ja? Mah, kje, da je nekaj cel teden, imam čist zaseden. Ne.
Ma ne, nič cajta nijem. Ma niti za kavo ne, no. Ja, nijem, kaj? Drugič, no. Ja. Okej? Ajde. Teži ženska, maternoč, nijem cajta. Šta telefon, no. Gorazd, Čau, dej to nazaj. kaj ti je? Vas na trnih? Zakaj pa? In mami pride jutro. Mama, čist pozabil. Kaj sta v zadnji času? Daj 5 minut, ja. Kaj te imam na sumu? Da te neki tam noter. Kaj, povej? Nič. Kaj je, povej? Kaj si čist spremenjen, kaj si cel zasanjen, kaj? Maja. Ja? Ne vem, všeč mi je, ali kaj? A Bogatajeva? Ja, A daj nehi. ne vem. Ne, se mi je zdelo, veš. Del si. Se mi je zdelo, ja. Nisi glih dobro skrival. Ne, res. Se ti imam jaz nekaj tudi za priznat. Kaj? Meni pa Janez. Janez. Ja. Mislim, ne, da nisem zaljubljen ali pa kaj, no. Ampak super fan se mi zdi res. Pa ni Pa ful mi je Janez. ostal ob strani, ko sem bila, vse veš, ko sem imela najhujše stvari. Ja, ampak... Ni Janez, ma... Kaj, da je neroden, pa da ni frajer, ma ja. Samo meni je to všeč, Gorazd, res. Ja, da je normalen, končno je normalen. Ne. Mislim, da bi se mu mogla, ne vem, nekako oddolžiti ali kaj, da bi, a veš, kaj pripravila, ali kaj, ne vem. Kaj sem se razmišljal, ne? Zdaj prijemati, ne? Ja. Veliko dober izgovor, ne? Ja, veš, bi lahko imeli večeri, ne vem, Korenovi, Bogatajevi, tako smo se vedno dobro razumeli, pa malo še za... Deva zrihtati to, stari zrihtiva, plis. Odhajamo? Ali kaj? Sta srečna, ne? Zelo. Na frišno zaljubljena mama pride jutri, ti greš. Kaj bi še lepšega? Res je lep dan. No. Ne veselite se prezgodi. Jaz sicer res grem, ampak od poraza, do končne zmage. Adijo. Nasvidenje. Ne mi reči nasvidenje, ker bom res prišla nazaj. Ti kar sanje, ja? Adijo. S Bogom. Arrivederci. Arrivederci. Tina odhaja, Mojca prihaja. Le kakšna bo? Kaj bo naredila? Se bodo Korenovi pobotali? Taka in drugačna vprašanja rojijo meni po glav, kaj šele Korenovim. Sicer pa Rozi odhaja v Kanado, kaj šele njej roji po glav. Pa angliščina je tudi že kar laufa, zdaj obvlada že 15 besed. Enkrat več kot Rado, na primer. Enkrat več. Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Ja, pa kdaj bo prišla, no? Avion je pristal že pred 1 uro. Zdaj bila pa res lahko že tukaj. Mirne živce, gospod Jaka, sej bo. Jaz pa tudi ne vem, kako naj reagiram. Res, jaz sem... Ful je čuden. Ja, pa ne dela take drame, prosim, no. Saj ni ostala od mrtvih, kaj. Prišla bo z Indije, imeli bomo večerjo z Bogatajevim in se bomo imeli čist fajn. Konec koncev bo imela ona vsaj kaj zapovedati za to milo. A ni res? Ja, upam, da bo tako. Sve bo tako, ne? Tukaj je. Mami, O, Špela, kako si, punčka moja? V redu, pogrešala sem te. Mami. Joj, Gorazd. Moj dom je ves svet. Jaz sem bila stalno z vami. Pozdravljaj, moj mož.
Ja, pozdravljena žena. Lepo, da spet prišla. Po pol leta. Prosim, brez patetike. Ja, Rozi, medve se pa tudi že dolgo nisva videli, ne? Zdravljeni, gospa Mojca. Tako lepo vas je videti. Ste lepo skrbela za moje otroke? Ja, kolikor se je dal. Jaka, naj ti predstavim svojega odvetnika, gospoda Zdolnikarja. Dobar dan. Dobar dan. Me veseli. Ne bom predolga. Gospod odvetnik bo poskrbel vse za zaščito mojih pravic in premoženja, ki mi pripada. Do jutri, ko potujem nazaj v Indijo, pričakujem, da bova podpisala dokument. Po možnosti v našem templju v Ljubljani. Tam bom tudi prenočila. A ne misliš ostati pri nas? Ja, večerjo pripravljamo, pa za Bogatajevi tudi. Bomo malo podebatirali. Ni govora. Jaz ne morem spati v poslah drugih žensk. Skrbeti moram za čistost duše in telesa. Se odhaja. Je ni več. Ti veš, kaj ti pa kar tihbot. Vse vem, vse. Se že vrabci čukajo. Vem za tvojo mladoletnico, vem za Anjo, vem za tvojega otroka. Med nama ni ničesar več, razen najinih otrok. Pa denarja, tega pa ne mislim prepustiti drugim babnicam, jasno? Zelo si duhovna in popolnoma antimaterialistična. Sem ja, ampak v Indiji, kjer to nekaj pomeni. Tukaj te imajo pa za norca, če si tak. Jaz tukaj igram na strune, ki so tukaj razumljive. Moj odvetnik bo vse uredil, da si deliva vse 50-50. Če boš pa kaj jamral, ti pa lahko poberem še več. Zdaj sem tukaj, nisem več pogrešana. Vse je lepo dokumentirano. Zato razne neumne poroke z drugimi babnicami niso več mogoče, jasno. Prasec. Govinda Jaya 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 Govinda Jaya 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 Govinda. Ja, torej, vse je urejeno. Dokumente bom imel pripravljene v 2 urah, tako da bo vse pravnomočno. Jih torej prijete podpisati k meni v pisarno ali vam jih pošljem? Ker pošljete jih. Prav. Lep dan. No, jaz sem se prišla posloviti. Rozi, že greš? Ja, grem. Upam, da bo vse v redu, da ne bomo dol padli. Ne, Rozi, nič o tem govoriti. Če boste to mislila, boste še nesrečo priklicala nase. Ja, res. Rozi, dajte nam malo povedati, kako je bilo, ki je prišla Mojca. To nas pa zelo zanima, ne? O, Bog se usmil, čist drug človek je. Sploh je ni za spoznati. Kaj pa je Koren rekel na vse to? Se ni kaj dosti prišel do besede, v glavnem ona govorila, pa advokata je imela s sabo. Advokata? Zakaj pa? Ja, v glavnem je prišla urediti svoje premoženjske zadeve. Pol mu bo pobrala, pa Koren se ne bo mogel ženiti z drugo, dokler se ne loči od nje, ne? Ali tako nekako, če sem prav razumela. Ja, kje pa je zdaj? Ja, šla je nazaj v Indijo. Kaj? A res? Ja. Gorazda pa Špelo je objela, meni je dala roko, Korena je pa stresla s hlač, pa šla. Kratko in jedrnato. Joj, če pomislim, po pol leta vidi svoja otroka. Za pol minute objame ju in gre. Ja. Ko bom jaz videla svojega Matjaža, bom čist preč. Upam sam, da me bo sprejel, pa da ga bom našla. Ker na jok ni gre. Dajmo pogledati v karte. Rozi, dovolj. Dajte, Rozi, gremo No, pogledati. daj pa pogledati, kaj bo naredil. Karte bodo vse pogledali. Ja, Rozi, samo 3 izberite. Pa bomo videli. Na kaj se lahko pripravite? Tla jih položite. Takole?
Tako, še. Evo, kole. Boste videla. Usoda je v vaših rokah. Vse bo v redu, Rozi. Vse, poglejte, kakšne lepe karte imate, ne boste bali, da on vas bo sprejel. Rozi. Vidite, Rozi, včasih je treba pa tudi v karte. Joj, dobro, da ste omenila karte. Jaz sem pa svojo avionsko karto gor na mizi pozabila. Grem. Lepo se mejte, pa takoj, ko bom prišla, bom pisala. Ja, ko mi bomo čakali? Nasvidenje. Vidite, vse za časa za kaj dobre, ne? Goodbye. Pod eno streho. Tebe so pa sama naredila, sam te dve. Se znaš uporabljati, ne? Tako da bom prosim, tam ne bom pa gledala. Tišina, prosim, tišina. Kaj oči? Takole, moram povedati, da sem prav vesel, da smo se spet takole zbrali po dolgem času. Žal med nami ni naše Mojce, ki že žal potuje nazaj v Indijo. Kaj smo? No, na zdrav moji. Ja. Zdravje. Živeli. Mi da zgoraj sem se sicer upala, da bo mami tlene. Ampak, a veš, da se ne spomnim, kdaj smo se ta zadnjo takole zbrali? Ker sem imela 20. Takrat, ki se je zgoraj da po hlačah belih polil, s tistim prelivom za torto, rdečim. Jagodni je bil. Na najlepših hlačah, mi že sem pozabil. Prostite, kako to, da je šla Mojca karkoj nazaj? Sem mislila, da bo malo doma. Ja, sej smo mi tudi mislili. Ampak ona se je zelo spremenila. Vsa poduhovljena je čist drug človek. Ona vas, odnosno nas, sploh ni več čutila kot družino. Ja, ampak, kaj čemo? Takole je. Tukaj se ne da nič pomagati. Dobro, ampak pustimo to. Zdaj pa predlagam, da preden začnemo jesti, nazdravimo našemu novemu, odgovornemu uredniku na naši televiziji. Joža, na zdravje in uspešno delo. Hvala. Kaj res. Hvala. Zdravje. Naj še jaz izrabim to priložnost in se zahvalim za zaupanje, da sem spet nazaj v službi na novem delovnem mestu. Hvala ti, Jaka. Res, v imenu cele svoje družine izražam res veliko veselje, da si spet med nami tak, kot si že nekoč bil. A je tako števka? Na zdravje. Na zdravje. Živjo. Čin. Zdravje. Maja, ne preveč. A mi še nisem? Še enkrat, tako. Dobar je, dobar. Zdaj pa predlagam, da začnemo jesti, drugače ga bomo teh zdravničev napili, a? Dajmo. Tole. Sem del preveč. Ja. Tine pa zdaj ni več. Ali kako? A ti ne? Ne, Tina je počla. No, dajmo jesti. Dobar, tiho sem skupaj. Ne, najprej ga motor daš. Kao jedan svijet
mi všeč te slovenski prispevki. Najedli smo se, napili tudi, zdaj bi pa midva malo šla, če dovolite, ne? Kaj se vam pa mudi, no? Malo smo utrujeni, se veš. Ja. Ja, dobro, če tako hočete. Jaka, še en požirk za napot. No, ja, zdravje. Hvala za krasno večerjo, odlično postrežbo, pa da ne rečem, zelo dobro družbo. Bravo, tam mladca, to je redo. Drugih smo pa mi na vrsti, a Točno, Raki? ja, prav, tako, zdravje. No, vidva pa tudi ne obremenjujte sosedov preveč. Midva? Prav? Ja, valjda, oči, dejno vse v redu. Ja, vidva, ja, seveda. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Adijo. Ja. Ja, počasi. Ja, pa tiker. Lahko noč, Eva. Lahko noč. No, se. No, tako. Zdaj smo pa sam ta mlad doma, a? Kaj bomo pa zdaj počeli, a? A bomo peli, a bomo plesali, a bomo jedli, a bomo pili, kaj bomo delali? Ja, mi smo v bistvu mislili ven, ne? Ja, super, ful! Pejmo ven! Ne sam mi oči. Pod 50. A ja, se res. Se sem res malo utrujen. No ja, kar prav. Teli zadnji dnevi so me malo zdelali. Grem jaz kar malo počivati, vi pa pejte, pa uživajte, pa lepo se mejte, pa... Gremo. Najbolj, da gremo takoj, ne? Tretj nam zaprejo vse. Ti oči, bom jaz jutri to pospravila, prav? Prav? Tako. Ja. Okej. Lahko noč, hvala lepa za vse skupaj. Prosim, lahko noč. In tle je ugaseno, tle, ful. Nič, thanks. No? Hvala ti, zlad si bil. Se vidimo zjutraj pot. Uči se. Absolutno, ajde, ajde. Pa sem koš vozil. Lahko noč, hvala, živimo. Čau. Čau, čau, čau. Čau. Ja. Mojca. Tralala, hopsasa, zdaj sem pa sam doma. Ja, veš, kdo mi lahko zavida? Jutr bom čist sam od 7 stanovanj. Ej, dolg cajt. Anja. Ja, Anja. Živjo. Dober večer. Ja, Jaka tukaj. A še ne spiš? Ti, a lahko pridem na en kozarček, ja? Za 5 minut. Res, za 5 minut. Že grem. Čau. Anja. Vse v redu? Dober večer. A sem mogoče pozen? A smi? Otroka spita? Dobro. Kaj bi tebe prinesel? V tej pozni uri. A naj povem po pravici? Sicer. A smem? Torej, otroka sta zrasla in sta šla svojo pot.
Mojca je na drugem planetu. Konc. Tina je odšla, jaz pa sam v tistem prekletem stanovanju. Dolg cajt, veš, dolg cajt. No, prid sem. Zdaj, ko si osamljen, pa si se name spomnil, ali kaj? Ne. A veš, kolikokrat sem bila jaz osamljena, veš, koliko noči sem bila sama, pa sem si želela, da bi ti prišel. Pa se mi tako čuden zdi, da ti zdaj en sam večer ne moš biti sam. Veš kaj, ne razumeš. Jaz sem se spremenil. Jaz sem tudi tebe zdaj vidim čist drugače, veš. Res? Ja. A so ti oči operirali, ali kaj? Da me drugače vidiš. No, Anja, veš kaj, poslušaj. Jaz mislim, da je zdaj le pravi trenutek, da se pobotava, da urediva tiste najne stvari, da mi boš nehala končno groziti s tistimi prekletimi dokumenti. To se pravi, ti si se prišel malo pocrklat, pa potolažit, pa še mimogrede si prišel po papirje, ali kaj? Ni tako, nisem tako mislil. Kaj si pa mislil? Poslušaj, se ti bom pa jaz nekaj povedala. 10 let sem ti verjela in upala, da se mi bodo uresničile sanje, ampak ti nisi naredil nič. In zdaj ti bom čist po resnici povedala, ne bom ti dala tistih papirjev, ampak jih bom mogoče jutri odnesla na policijo, pa boš ti mogoče 10 let v zaporu premišljeval, kaj si naredil. Jaz pa bom medtem veselo zapravljala tvoj nakradeni denar. Kaj misliš? Ampak Anja, veš kaj? No kaj, a s tem se ne strinjaš, ali kaj? Ne vem, kaj ti ne rečem. Veš kaj, bom pa jaz rekel. Nisi fair. Nisi fair. Jaz mogoče res nisem fair zadnjih 10 minut. Ti pa nisi bil fair 10 let. 10 let sem vsak večer sama dajala otroka spat. Nič dejno. Ti tega nisi dal skozi. 10 let jih vozim na morje, moj otrok nima očeta, po mojega otroka nihče ne gre v šolo, mislim oče. Dobro se spomniš, kako je bilo takrat, ko si nas edinkrat pelil na izlet, pa te je pol poklicala tvoja žena, pa si moral iti takoj domov. In to so vse stvari, zaradi katerih bom jaz te papirje imela, oziroma, veš kaj, Anja, pomir se. spet reš ven, da me ne boš razkuril, da nam slučajno zdaj klicala na televizijo, na policijo in dala tiste papirje. Kar pet, prosim, da me ne boš razkuril, ker se mi je že začel hitreje srce biti. Prosim, da Kar pet, Se grem. pravi čas. Samo mir se, prosim. Grem. Pet, sem rekla. Pet, telefon je tako blizu. Pet. Pa jebem ti, Anjo. Pa ta coparenca je sposobna vse skupaj to odnesti na policijo, mene pa v zapor. Baba trapasta. Čak. Daj skuliraj se. Še enkrat poklič. Halo? Kaj bi zdaj spet rad? Pa daj, ne biti jezna name, no. Jezna? Poslušaj, sploh več ne vem, kaj je to. Zdaj čutim samo še zadovoljstvo. V roki imam adute, ki te lahko dotolčejo za vse življenje. In ti zdaj samo razmišljaj in ugibaj, kdaj in kako jih bom uporabila. Jasno?
Ja, pa ne bo nora, sej jaz... Ko se mi bo zahotelo, bom dokazala, da je Jan tvoj in ti pobrala polovico tvojega denarja. Če mi boš pa še težil, bom dokumente odnesla na policijo, pa boš imel 10 let dopusta v zaporu. Nehava ta pogovor, sicer mi boš razkajval in bom šla s papiri že jutri na policijo. Anja, poslušaj. Več se ne bom poslušala. Adijo. Pa jebem ti, baba zmešana. Joj, trapa. Halo? Dinči Binči? Tukaj je tvoj Hani Bani. Dobre ekipe imajo vedno na klopi rezervne igralce. Tako tudi Koren. V igro je poklical že vse. Nazadnje spet Tino. A mu bo uspel? Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho. Jaz se pa lažem, še kaj jest. Gremo na pico, okej? Ja. Ja. Daj pa ti polno fotrovo evroka. Dej, ne se bavi. Jaz nisem jedel pice že. Jaz tudi pa reč. Oči, ej! Čo? O, ta mlad, ja, živijo. Ja, kako je? Kako ste se imeli? No, živijo. Super. A? Kruzali smo začeli, pa smo še malo šli v disko. Ja, krasen. Zdaj smo pa še malo. Kaj pa ti si bil sam, ali kaj? Jaz sem se pa krasen naspal. Zdaj sem pa prišel pogledat, če je pošta, je bil Rado že vetle. Ne vem. Verjetno ne. Kaj ga ne ben videl? Zakaj iščeš kaj? Veš kaj, za Rozi me zanima. Zdaj bi pa lahko že kakšen glas prišel. Misliš, da je že Kdaj prišel? Pa ja. Mogoče pa pri Manici, se ponovadi vedno najprej tja zavije. Ti dej, skočil pogledat. A ja, grem pogledat. No dej. A tako pa? A ste bolj mislili na način? Kaj ne? Pa ne, smo Aj, pijeli. Zdaj gre na pico zdaj malo. Kaj bo, pice? Ni nobenega! Vedni smo bili, no. Dej poglej še tam lepe rani, mogoče je pa pri njej. Ja. Nismo preveč, malo smo zmašali, mečke. To pa čist čuden. Kaj? Nikjer ni noben. Mislim, Bog ve, kam ste šle. Ja, ste že kam, ne? Se niste šle še nikoli, mislim. Ja. O, čak, stop, poglej. Ja, kje pa je Rado? A je mogoče zbolel, ali kaj? Ne, jaz sem vaš novi poštar. On je pač na cesto letel. Zakaj pa? Ja. Preveč ga je sral, ne, pa še postric se ni hotel. Ja, nič da je letel. Rado. Poslušaj, a je kakšna pošta iz Kanade za Koreno, ja? Sam trenutek. Ste vi Korenovi? Smo. Ja, krasen. Iz Kanade, od Rozi. Res? Res, ej. Da je takoj pogled. 3. Kar lahko več, ni ludo. Kako? O, krasen, poglej. Lepo let je imela, našla je svojega sina. Krasen, to Rozi. Ja, čudovito. Super, sem to. Ena srečna. No, to sem pa res vesel. Mogoče... Živijo! Yes! Servus, Nazdov! Pa saj
sem vam rekel, če nam zdaj v poštem šel pa v policijo ali pa med poslance, ne. Ampak, a veš, policija dela dobro, dela za narod, razumeš, in sem na tržnici si srečal tele naše punčke, razumeš, in sem jih pripeljal sem, ne. A ja, me gledate, verjeten, ker imam eno tako čudno, a veš, zdaj, jaz sem zaenkrat sam na probi, ne, a veš, ne vejo, kako bom baratal z uniformo, ne, in pol so mi dali to, a veš, ne še te nove, ne, ker ne vejo, bom kaj iz hlače strgal, kaj tazga. Pol so mi dali sam pendek, a veš, mi policaj rečemo gumistrudel, ne. Naslednjič, ko imel pa novo, imel pa lahko že revolver, pa vse. Kaj pa, če te ne bojo sprejeli? Ja, boja. Tina prihaja. O, Špela, živjo. A se ti mogoče spomniš, kaj si mi rekla nazadnje? Adijo ali nasvidenje? Tinči, Pinči, je dobrodošla doma. Konc dober, vse dober. Zaenkrat. Ampak življenje je nepredvidljivo in odnosi med ljudmi komplicirani. Težko bi rekla, da bo zdaj vse v redu. Tinin prihod pa lahko vse spet postav na glavo. No, jaz sem Maja Bogataj in mogoče se še vidimo. Čao. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo